Hi, ful, dobrodošli spet nazaj na moj kanal. Spet začenjamo z vlogi. Ne moram verjeti, tako dolgo nisem vlogala, zaradi tega, ker sem kind of izgubila feeling, kaj naj vlogam. Ampak zdaj kind of po Londonu se mi spet ful lušta. Anyway, nisem zato danes tu. Danes bi rada sem govorila o nečem, tak za začetek videa, kar v bistvu poslušate samo na začetku, pa naprej ne gledate več. Pred kratkim sem objavila video na Džunglin kanal o mojem OnlyFansu in sem v bistvu o njem povedala basically vse o mojem OnlyFansu. Čist, tudi pokazala sem content, tako da lahko greste te pogledat, če ste thirsty for that, ker it's not much. Spoiler alert, Luna je. Komentarji na ta video se mi zdi, da ok, there's stuff like this, which I love. Hvala vsem, ki ste se naročili na moj OnlyFans, ki ste pričakovali nekaj, kar niste pol dobili. In ste nekot to vzeli kot, ja, y'all are horny bitches, ok? Ampak na Facebooku so bile šerane te stvari in na žurnalu, obviously. In se vsi vemo, da so tam komentarji pač pod podnom. Listen, whatever. Ampak najbolj zanimivo mi je, da ti stari ljudje, ko komentirajo te stvari na Facebooku pa na žurnalu, ne vejo, ne razumejo, kaj YouTube je. To ni neka televizijska oddaja, to je moje življenje, ki ga jaz delim s svetom že zadnjih 10 let in se pogovarjamo tukaj. Delimo nasvete, delamo karkoli pač nas veseli, ker je to moj point, pač kar si narediš, tak pa imaš je moj moto, že odkar sem začela. In to je pač nek tak good vibes, life is what you make it, uživaj v stvareh, ki te veselijo in se ne sekiraj za to, kar si drugi mislijo. Pač vse to je v enem preprostem stavku. In folk pač tega absolutely ne razume. Also, to, da govorim angleške besede vmes, it's whatever. Tudi taka sem že nekde. To je v bistvu navada, ki je tek sploh ne moram dati ven, ker sem toliko navajena te govoriti, ker angleščina je tek meni res super jezik in ves content, ki ga imam v življenju je v angleščini. Dobesedno vse. To ni point. Kaj je point? Da se je posoda oprala. Vedno dobim pa komentarje, kak sem zafnana, a to je vplivnica, na koga pa vpliva. Kaj še? Jaz še nisem slišala za njo. Saj ni point v tem, da je slišal za me. Iskreno, želim si, da ne bi bila v mainstream media at all. Ker tukaj na YouTube imamo tak healthy community, kjer pač razumemo, kaj je moj point. We hang out in vi gledate moj content, če vam je všeč, ga gledate, če vam ni všeč, ga pač ne gledate. It's not rocket science. Ampak ti ljudje pač enostavno ne razumejo besede vplivne, zaradi tega, ker je to v Sloveniji dobilo en tak feeling zraven. To je vse, kar lahko rečem. Enostavno je influencer. Pa to sploh ni nič narobe s tem. Biti influencer, honestly, je full amazing. Pač ustvarjam content from the comfort of my home in folk to gleda. Firme vidijo, da mene folk gleda. Firme zakupijo kakšne reklame ali pa stvari, ko so mi pač všeč, jih promoviram. A televizije v resnici delujejo na kak drugačen način? Ja, pač zadnji je cela korporacija, which na YouTubeu pač ni, oziroma pač pri nas, YouTuberjih. In je pač iskreno, stvari se povejo. Vedno se trudim, da nisem neki v kaki drami, ali pa da pač ne širim negative, vedno pač je pozitiva. And that's it. Kaj the fuck? Tukaj narobe? I don't see it. V glavnem, nima veze. Valjda me te komentarji ne bojo stavili, še vedno bom ustvarjala naprej, ker mi je to full amazing. Ampak, še en poželjek moram. Tega čujem ne boba tea, ampak boba coffee. Tukaj dober, oh my god. Če smo že gledali pri tem, kaj jaz influencam, skušam širiti knjige, filme, potovanja, pa tudi gaming, which je lahko addictive, ampak never mind. Kdo še dan zbere? Noben, zaradi tega, ker jim noben ne pove, kjer knjige so cool. Ker vsi mislijo, da one knjige, ki jih dobijo prebrani znački, da so to vse knjige na svetu. Ne, dude, top fucking dobri knjig je zunaj. Jaz tudi v osnovni šoli pa v srednji, goddamn, koliko sem sovražila brat. Zaradi tega, ker so shit knjige. Kaj smo gledali pri knjigah, lahko vam naredim en mini haulček. Te knjige sem kupila ta mesec. Najprej vam rada priporočala tole knjigo, ki ste po moje prebrali že vsaj 3-krat. The Life-Changing Magic of Not Giving a Fuck. Zelo tematsko na to, o čemer sem prej govorila. Bila sem na eventu, ki ga je imel Jorge Bucay, mladinsko knjigo. Ful nisem snemala, ker se mi ni zdelo, da bi bilo nekaj ful za vlog. Zdaj obžalujem. Awesome bi bilo. Teda tukaj je par fotk, tudi govorila sem z njim in v bistvu tipi pač ful je prijazen. Oh my god. Tak res, imaš feeling, da če bi se usedel dol z njim, res bi te nafilal z eno tako energijo, pozitivno. So good. In tudi moja mami ga je spoznala in it was so adorable. Dobili smo pa tole knjigo Mito sreči, pa tudi podpisal mi jo je, tukaj le, pa njegov sin. Potem, seveda imamo veščeca, ki sem ga dobila po nameji nevidnega, ker sem ga tam videla in sem bila like, what? No veščec je, what the hell? I need it. In zdaj ga imam tukaj, nisem ga še prebrala. Ampak je pa moja naslednja knjiga. Trenutna knjiga, ki jo berem, je pa, to je naslov Vilinska kri. Trenutna knjiga, ki jo berem, je pa Mad Love, ki je v bistvu zgodba o Harley Quinn, ki jo obožujem, ki je edini DC character,
karakter, ki ga obožujem. Joker pa Harley Quinn. Drugač mi je DC dosti tak, no, I don't know. I don't care. Marvel, amazing. DC, not so much. Niti zakaj, it's just not as fun. V glavnem, zgodba, kako je Harley Quinn postala Harley Quinn. In pa še zadnja knjiga, ki sem jo vzela, je pa tale Gothicana, iskreno. Pojma nimam, čem je ta knjiga, ampak zelo mi je bila všeč. V bistvu, ena punca gre na University of Verranmore, malo Wednesday vibe, in pa se tam zaljubi v profesorja. In on ima ful neke secrets in ja, bomo videli, pejte bret knjige, več berite knjige, please. Pa balkonček imam še, oh my god, a imam jaz maskaro podučam že tak this entire time. V glavnem, pokazati vam moram še balkon, ker je prenovljen in very cute in sem tok proud. Tok rada preurejam stvari, pa igram Simse, you know? To je to, v bistvu nimam pojma o tem, ampak igram Simse. V glavnem, zelo malo tišje govorila, zato ker je folk razumi. To bom blurala. Čakaj, ta stolček mora biti mečkam bolj sem cute. Stolčki za hangat, tam so, ne vem, stvari, pacote. Tukaj je lepo mizica, pa se dajo knjigice gor. Tukaj je pač dekca, ker je še vedno malo mrzlo zunaj, sploh zdaj, ker je slabo vreme. Pa tukaj sem obesla še eno rožico, pa mami mi je zadnjič prinesla jagode. Mogoče bojo nekoč. Look at them. Nekoč bojo jagode, tako, olej, kaj že? Mislim, pač ni jagoda, ampak bo nekoč. Cute. Pa šnitla, ker oh my god. A še kdo tak radi šnitla? Ako no, kar straight from the pot. To sem roba slišal. I love it. Ko zajcem. In, še nekaj. Kaj sem zadnjič kupila, ko sem vam kazala v Ikei. Kanglico. Evo, to je moja kanglica. And I love it so much. It's so cute. Pač kaj. Adorable. In pa lahko pač lepo zamijem. Kaj je moj life ratov? Pojma nimam roža. Še vedno pol rož tukaj fake. To je fake. Ampak nekoč. Mogoče prave. Ker sem very into this right now. Ampak rože so to fucking drage. I swear. Balkonček, pritečila z mano. Tole sem si zadnjič kupila v Primarku in zdaj sem si naredila sicer že drugič frizurco, pa nisem posnela, kako sem dala to not. It doesn't really matter, I guess. Bom mogoče naredila tutorial na TikToku. Komentirajte, če bi vas to zanimalo. Ampak dajmo zdaj to ven, ker bo full cute kodri. Upam, mogli bi biti. Jaz nisem pustila čez noč, v bistvu sem pustila samo za par urc. Oh my god, v tej strani. Oh my god, to je tako satisfying. And I love it. Ta stvar, like, 8 € stane v Primarku. Please get it, ker je amazing. Tukaj gledam Quantum Mania in moje mnenje, first of all, kaj the fuck se je zgodilo z Marvelom, koliko je to weird film. Ne vem, a mi je všeč, ali mi zelo ni všeč, but anyway, gledala ga bom do vse do konca. Pa also moja misel for today, vsi Marvel filmi, pa vsi, ne vem, tudi Pixar, karkoli naredi Disney, a je to še sploh point iti gledati v kino, če je čez en mesec na Disney Plus, a Disney Plus dejansko tak single-handedly uničuje kina. Jaz sem največji zagovornik kina ever, obožujem hoditi v kino, danes grem gledati Spider-mana, also full preveč teh filmov je od Marvela, zdaj se dejansko ne spomnim več, ki so naslovi, ok? Problematic, glede na to, da sem načasi tak #1 fan of Marvel. Disney Plus je cool, ampak hodite v kina, ne biti tako jaz, ker sem prelena, pa pridejo vsi filmi že na Disney Plus, pa sem full za cajtom. A pa tudi ne, samo en mesec. Včasih smo čakali like po 2 leti, da smo dobili nov Marvel film, zdaj dobimo na like 2 meseca. I don't like that. V glavnem, moje laski so pa cool, no. Upam, da bojo zdržali do pol, ker hočem imeti frizurco za pol, ko gremo v kino. Glavnem, moja frizura se ni obstala od prej, ko sem si jo delala. Ampak Spider-Mani! Rekel sem, se moram zraven postaviti, da je ta slaven klej, ne? Ja, no, kar zraven se postavil, no dej. Lahko je nekaj smešnega za vlog. No, povej. Pač presežen, končno... A bo primerno? Ja, končno sem se malo počutil spet slavenga. Do WC-ja presežen 8 folka se z mano slikal in čisto tega me je vprašal, če sem take barve zaradi Spider-Man. Jaz tako, kaj pa ste mislili? Kako si smart! Ja, tako se ne, da skos nosiš to. Ker sem skos mogoče Spider-Man, ne, to je vampir. Wow. Načo? A te sramotim? Ja, ampak... Jure je pravkar rekel nekaj neprimernega, boš ponovil? Ok. Pepsi. Ali Pepsi. Look at them. Look at all those Spider-Mans.
Nerdfest. Jaz sem rekel, da jaz nisem nerd. Ja, si nerd. Kako sem jaz nerd, če pijem? The Office gledaš od Repeat 35, da si ga gledal. Ja, ampak tukaj mi krpa moje srce razparajoče. Harry Potter. ki je posodil naš Milesu Moralesu rojsten dan 4. marca. Prvo nagrado prejme nagrajenski sedmič na 5. sedežu. Zdaj ste trdili si, kaj imate v 4. vrsti. To je 3. vrsta. Jaz imam za 2 lajka in potežek. Kar sem, evo. Kar sem, ostali lahko. Dobro jutro. Danes je naslednji dan od filma in oh my god. Pa to ni dober, oh my god. Jaz nisem še nič reviewjev brala od tega filma. Dajmo samo reči kot nekdo, ki je, ne vem, easily overwhelmed. Da ta risanka, oziroma film, whatever. Ne vem, če mi je glih še všeč to spreminjanje stilov, ful je bilo too much. Mene je začela glava boleti sred filma in honestly nisem zdržala do konca, da sem šla prej ven. Oh my god. Zgodba, I don't know. Jaz sem bila včasih full Marvel fan in sem šla gledati res čisto vsak film in sem ga gledala do konca and they were amazing and I love them. Od tega pa enostavno nisem mogla, pa pač toliko je enega fanservisa noter, which I get, pač Marvel to skozi dela in pri Spider-Manu we had that already, v pač prejšnjem Spider-Manu. I don't know, meni je bil overwhelming, enostavno. Ampak se mi zdi, da to se zdaj Marvelu skozi dogaja, ker devajo itak na 2 meseca nove filme ven in I don't know, I just didn't, ne. Mislim, je v redu film, pejte ga pogledati, če ste full fan od Marvela, ampak men ni pasal. Moram iti gledati še Guardians of the Galaxy. Also, Disney Plus, kakor sem že rekla, verjetno milijonkrat. Itak je vse na Disney Plus mesec, potem ko prije v kino in res nima več smisla, da greš čim prej v kino, pa to vidiš, ker bo itak na Disney Plus full kmal in pol ni več v kino, kar je full narobe za kina. Drugače pa danes, grem spet v Ikeo, zaradi tega, ker grem z Juretova mami in boma opremljala njen Book Nook. In zdaj sem odprla Simse in je bil nov DLC za Book Nooks, kar je perfect timing, honestly, in zdaj sem ga kupila in naložila. Ampak edina stvar, ki je res dobra v temu DLC-ju je pač bele knjižne police, ker prej tega ni bilo. And that's it.